Živijo, danes se vam oglašam, ker vas kar precej ljudi jamra, da vas daje nemir, da vas daje razdražljivost, da vas daje občutljivost, neka nervoza, ki v bistvu v tem trenutku ni videti ta pravega vzroka. Ne? In ja, mogoče res tistega vzroka v tem trenutku ni, ne? Ampak kakorkoli obrnemo, vsi občutki, ki se znotraj nas budijo, so v resnici naši, so znotraj nas. In astrološki vplivi, zdaj smo imeli sezono Mrkov, retrogradnega Marsa imamo, in vsi ti astrološki vplivi pravzaprav s svojim delovanjem pritisnejo na naše gumbe. To se pravi, te gumbi so znotraj nas. In ta čas Mrkov, sezona Mrkov, včeraj smo imeli lunin mrk, 14 dni nazaj smo imeli sončev mrk, seveda ta vpliv še traja, ni zaključena. In ta čas Mrkov pritiska na določene naše stare, potlačene, mogoče že čist pozabljene rane. Zakaj? Z namenom, da bi jih mi prepoznali, da bi jih ozavestili in da v bistvu bi jih lahko končno razrešili in dokončno spustili. Ker imamo, kot sem že rekla, zraven še obdobje retrogradnega Marsa, ta pa pritiska na našo nerazrešeno in potlačeno jezo, na zamere, na obsojanja, na vse te občutke, ki jih v bistvu si nismo dovolili čutiti, in pravzaprav so to v bistvu področja, ki jih po večini tudi dejansko ne znamo na nek konstruktiven način izraziti. In ko tega ne znamo, je pač enostavno lažje, oziroma pač ne vemo, kaj bi s tem počeli, in potem to potlačimo znotraj nas. Tudi v našem otroštvu nas po večini niso spodbujali k čutenju vseh čustev, niso nas spodbujali, oziroma dajali ta nek varen prostor, da je varno izraziti jezo, da je varno izraziti vsa ta občutka, vsa ta čustva in občutke, ki so na nek način v družbi kar nekako nezaželena. In seveda zaradi tega smo bili siljeni, da kar naprej te občutke tlačimo in da nekako nismo v stiku s temi občutki. Silili so nas v obvladovanje teh čustvenih stanj in razum je bil tisti, ki je moral prevladati. Tako smo se pač naučili, in ko nas zagrabi potem ta nek nemir, ko nas zagrabi ta neka nervoza, ko nas zagrabi jeza, to hitro potlačimo nazaj, ker v bistvu s temi občutki niti ne vemo dobro, kaj bi počeli. Ni dovoljeno tega čutiti. In seveda, tako smo se naučili, tako so nas naučili, ker tudi sami niso znali drugače, in tako delujemo potem tudi danes, ko smo v bistvu že odrasli. Seveda na eni točki to več ni možno tlačiti in pride potem do recimo izbruhov, ko kar eksplodiramo, napademo, ali nas pa začne dajati ta res grozen nemir, grozna občutljivost, nervoza, in v bistvu navidezno zgleda, kakor da ji ni vzroka, ker je trenutno v našem življenju pač vse ok, oziroma se ni zgodilo nič takšnega, da bi mi lahko bili v tem trenutku tako zelo občutljivi in tako zelo razdražljivi in tako zelo nemirni in nervozni. Ampak v bistvu so te občutki posledica neke nakupičene krame oziroma nakupičenih občutkov, ki so se nabirali skozi daljše obdobje znotraj nas. In pogosto je tudi tako, da če nam nekdo reče, da je vzrok za težave, jeza, zamera, obsojanje, zelo hitro povemo, da tega pa mi itak nimamo, da mi tega ne čutimo, da mi nismo nikoli jezni, da mi nimamo zamer, da mi ne obsojamo. To se dogaja zato, ker v bistvu nismo v stiku s sabo in ker nam ni bilo dovoljeno tega čutiti, ker se je v bistvu nas učilo, da je to grdo oziroma ni lepo in da je to nezaželeno in da se teh občutkov ne sme občutiti in jih potem tudi sami sebi pogosto sploh
ne priznamo oziroma se res ne zavedamo, da so znotraj nas tudi jeza, obsojanje, zamere. In seveda to potem vlečemo s sabo, pač ne prepoznamo. In ko pridejo potem takšni težji astrološki vplivi, ti niso tukaj zato, da bi se mi slabo počutili, in da bi v tem času pač rekli, ok, temu je tako, počakam, da mine, ampak nas v bistvu ti astrološki vplivi spodbujajo in nam dajo priložnost, da stvari, ki so znotraj nas, prepoznamo. Ker če smo mi nemirni, če smo mi razdražljivi, je ta razdražljivost naša, je to znotraj nas, je ta nemir znotraj nas. In ti astrološki vplivi nam dajo priložnost, da to prepoznamo in da se dejansko tega osvobodimo, ne da še naprej to vlečemo s sabo. Ker če tega ne bomo na neki točki prepoznali, razrešili, se osvobodili od teh občutij, jih pač peljemo naprej in bo prišel naslednji astrološki vpliv, ki bo še močneje v bistvu pritisnil na te gumbe, zato ker bo znotraj nas še več teh nakopičenih pač občutkov, in nam bo v bistvu potem še težje. Zato vas spodbujam dejansko, da v prihodnjih 2 tednih, torej včeraj je bila polna luna, lunin mrk, in zdaj gre luna v to padajočo fazo, ko nekako je čas bolj primeren za to, da se usmerjamo navznoter, kot na neke zunanje aktivnosti in zunanje akcije, in da v teh 2 tednih nekako pogledamo, odkot dejansko ta nemir, odkot nam je to znano, da se res nekako obrnemo navznoter, da pogledamo, odkot ta nervoza in da res zavestno v tem času spuščamo. Ker konec meseca, ko pride mlaj oziroma prazna luna in s tem seveda nov cikel potem rasti, nov lunin cikel, torej ta mlaj, ki prihaja, bo izjemno transformativen. Kar pomeni, da v bistvu za vse tiste, ki se ne boste poglabljali vase, bo lahko zelo naporen. V primeru, da pa gremo pogledat in da v bistvu ostajamo s temi svojimi notranjimi občutki, jih prepoznavamo, ozaveščamo, spuščamo, bo pa dejansko ta mlaj pomagal narediti transformacijo in da res te občutke in ta čustva presežemo, da v bistvu presežemo tisto, kar nam ne služi več. Tako da to dejansko je priložnost. Se pa v te globine sebe spuščamo tudi z mojimi udeleženkami programa Pot k sebi. In čeprav smo se do zdaj srečali samo enkrat, oziroma 1,5, 2-krat, prihajajo ven zelo zanimive zadeve, zelo zanimivi občutki, zelo zanimivi uvidi vase in dejansko pri nekaterih tudi že fenomenalni napredki v zunanjem življenju. Ker ko gremo mi res načrtno, zavestno, vodeno pogledati neke stvari, ko si dovolimo, da je pa res čas, da gremo neke stvari pogledati, se dejansko začnejo dogajati spremembe in se začnejo dogajati premiki. Zato bom na tej točki tudi izkoristila priložnost, da naznanim, da bo februarja prihodnje leto štartala nova skupina in da če nekako smatrate oziroma vsi, ki smatrate, da prihaja čas, da se tudi vi poglobite vase in da se začnete osvobajati od vseh teh občutkov, prepričanj, ki dejansko ne služijo več, da naredite nekaj zase, da naredite nekaj oziroma prevzamete odgovornost za spremembe in za izboljšanje kvalitete svojega življenja, svojega bivanja, samega sebe, da se mi pridružite na tem programu, mentorskem programu Pot k sebi, ki bo tekel torej prihodnjo pomlad od februarja do maja. V komentarček bom dala povezavo, tako da tisti, ki bi vas mogoče tole pritegnilo, si lahko preberete več oziroma pogledate več informacij.
V glavnem, jaz upam, da vam je tale video majčken v pomoč oziroma da je kaj doprinesel pri razumevanju astroloških vplivov oziroma pri razumevanju tega, kaj se vam v resnici dogaja.